Laškem je konec avgusta potekal že tradicionalni 7. poletni paraolimpijski tabor, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite. Na letošnjem paraolimpijskem taboru za družine v Laškem je res rekordno število družin, 22 družin imamo. Predstavljamo tudi kar nekaj novih športov. Športi, ki jih letos predstavljamo, so odbojka sede, boča, karate, potem predstavljamo še namizni tenis, pa še kajak, pa športni ribolov. Izbira športov je odvisna od tega, kakšne udeležence imamo na taboru, v bistvu predvsem od njihovih vrst invalidnosti. Letos imamo tudi na novo predstavljamo gibanje v okolju brez gravitacije. Otroci in starši so navdušeno sodelovali pri različnih športnih dejavnostih, se ob tem zabavali in spoznavali nove prijatelje. Prišla sem sama na tabor, zato ker si želim spoznati nekaj novega. Neki šport, ki bi ga lahko trenirala, ki je primeren za invalide, pa zame osebno. Kateri šport bi te pa najbolj zanimal? Paraples. Če bi ga tudi trenirala, če bi imela več časa, ampak trenutno nimam. In iščem nove načine za ples, mogoče ne ravno na vozičku, ampak da se malo prilagodim. Tukaj je super, pa se veselim, kaj bojo druge dnevi prinesli. Maksimilijan je slep z ostanki vida. Na tabor prihajava zdaj že četrtič. Bila sva dvakrat na zimskem, zdaj sva dvakrat na poletnem. Prihajava pa predvsem zato, da lahko spoznamo nove športe, s katerimi se lahko otroci z takšnimi in drugačnimi gibalnimi ovirami ukvarjajo v Sloveniji in pa seveda, da dobimo nove prijatelje. Na taboru se igram s prijatelji, spoznavam nove prijatelje, delam športe za tiste, ko so tudi na invalidskem vozičku. V bistvu vse počnem, kar bi naj počel tukaj. Ko sem bil 3 leta star, so mi dali tumor, ven in zdaj slabše vidim, na levo očko nič ne vidim, ampak treniram bobne in plavanje in mama me vsako leto pelje z veseljem. Ja, za prve vtise so fantastične, za prvič v redu in upam, da se da bomo speljali do konca tale tabor. Od teh dveh najbolj namizen tenis, ker je karate, ni bolj za mene, ker je borilen šport in rabiš kar 2 dobri roki za to. Skupaj sva že marsikaj dala skozi, med drugim tudi zimski tabor na Rogli in zdaj se prvič udejstvuje tudi letnega tabora. Videl sem, kako je Erik užival v karateju, čeprav to ni njegova stvar, on je bolj ping-pong in boča. Vzdušje je bilo že včeraj na predstavitvi enkratno, tako da jaz mislim, da so to samo še stopnjevali in da bo vse skupaj spadlo super. Najbolj mi je všeč odbojka sede, pa namizni tenis. Odbojka tudi tako ful težka na sede, ker moraš se premikati pa žogo tako pa jo odbijati na sede. Zaenkrat zelo zanimivo, ker spoznavava nove ljudi, nove športe in da lahko vidiš, da tudi
otroci s posebnimi potrebami lahko se ukvarjajo s športom vsak dan in skozi. Filip je že itak od samega začetka v športu, hodimo v hribe, smo bili že tudi na 2000, tako da pa tek na smučeh, ampak najbolj se po mojem najdu v te odbojki sede. Letos je program popestrilo nekaj novih športov, med katerimi je bil še posebej zanimiv karate, ki je navdušil tako otroke kot starše. Im je pa zanimivo in tudi smešno, ker vadba za otroke je za igro, ki je tako v šoli kot tukaj za otroke vedno prva stvar. Parakarate je usmerjen predvsem v izvajanje kat, to so forme z točno določenimi zaporedi gibov in številom in smermi. Inkluzivni karate pa ima v svojih programih tudi vse vadbene enote, ki so primerne za vsakogar, ne ki vadi samo karate. Te zadeve za gluhe in naglušne so primerne v smeri, da je treba z njim jasno govoriti bolj v obraz, da razumejo. Ja, in v smeri pokazati stvari, ker oni, če ne slišijo, pomeni, da tvojega glasu ne in z glasu v telovadnicah in prostorih ne zaznajo. Zaznajo pa gibalne ozorce, ki jih je potrebno avtomatsko tudi pokazati. Bistvena stvar je, da se vse učiteljeve geste delajo v zrcalni obliki. Je pa jasno, da so tukaj pomembni tudi starši. Starši lahko brez kakršnega koli preznanja se vaje naučijo in jim tudi doma oziroma kjerkoli pomagajo. Plavanje, ki je na Taboru že od samih začetkov dobro uveljavljen šport, ostaja izjemno priljubljeno. V bistvu gre predvsem za gibanje v vodi, ki je namenjeno različnim oblikam invalidnosti. Prilagojeno je glede na posameznikove sposobnosti. Potem pogledamo, kakšne so specifike samega otroka in razdelimo, ali se priključi skupini, ki plava malenkost več, ali pa se z njim dela 1 na 1 in je malenkost bolj terapevtsko razgibavanje in učenje nekih osnovnih oblik gibanja v vodi. Voda je v bistvu za njih zelo dober medij. Marsikomu omogoča veliko lažje gibanje kot v bistvu gibanje na suhem. In jim res omogoča in se izrazi njihovo tisto pristno veselje. Staršem in organizatorjem največ pomeni, da otroci lahko dejavno sodelujejo pri različnih športih in tako razvijajo svoje sposobnosti. Lepo je vse predstavljeno, prikazano, razloženo, brez kakršnekoli nervoze, tako da je res enkratna zadeva. Ja, da Filip še spozna neke nove športe, da se tudi spozna z novimi stvarmi, pa mogoče nove prijatelje spozna. Vsako leto komaj čakamo na ta tabor. Običajno so ljudje res zadovoljni, otroci so zadovoljni. Stvar je v tem, da so otroci in mladi z invalidnostmi na naših taborih res v ospredju oziroma vsa pozornost je usmerjena na njih. In zaradi tega se res počutijo sprejeti, se počutijo del neke skupnosti in z optimizmom grejo naprej, ker vidijo, da lahko se ukvarjajo s športom, da imajo neskončno možnosti kljub svojim invalidnostim. Tudi letos je poletni tabor v Laškem dokazal, da šport združuje in da je nepogrešljiv za zdrav razvoj otrok. Otroci in starši so veselo preizkušali različne športe, spodbujali drug drugega, se smejali, sklepali nova prijateljstva ter ustvarjali nepozabna doživetja.